Dobrodošli na skiralki, vsi ljubitelji električnih skirojev, lahko se prijavite brezplačno pri A1 šotoru, dobite štartno številko in se odpravite na štart na poligon, kjer so AMZS-jevi inštruktorji za vas pripravili tako luštno šnel kurs varne uporabe električnih skirojev. Skiralko je dejansko namenjen vsem udeležencem v prometu. Niso samo vozniki e-skirojev tisti, tudi pešci so, tudi vozniki avtomobilov. Tako da mi smo poskušali skupaj narediti en tak varen poligon, kjer se poskusi, dajmo reči, te skile vožnje v najtežjih razmerah, predvsem zato, da ljudje dobijo samozavest. Čast nam je, da vam lahko simbolično predamo tole, dajmo reči, varno čelado ali pa napredno čelado, ki združuje pametno tehnologijo in seveda varnost. Za začetek moramo biti pozorni, da je naš skiroj izpraven, to je prva stvar, potem pa na varnostno opremo. Se pravi, zaščitna oprema naj bo poglavitno čelado, bi priporočal vsem, tudi starejšim od 18 let. Hitrost absolutno prilagoditi območju, po katerem se vozimo, če smo med pešci s hitrostjo pešca, ko smo sami pa nekje do 20-25 na uro. Kot policist lahko rečem, na skiroju uporabljate čim več zaščitne opreme. Sploh v dnevih, ki prihajajo, so kratki temni dnevi, mogoče kakšni odsevni dodatki, močne, barvna oblačila in tako naprej. Sploh dodatki, mogoče luč spredaj zadnji. Jaz sem bil včasih, 20 let nazaj, kot eno s skatom, z rolko. In že takrat sem se soočil s posebnimi izzivi, ki so srečevanje s pešci. In že takrat sem se naučil, da ne moreš, kljub temu, da si mlad, poln adrenalina, pa še česa, da moraš upoštevati druge udeležence v prometu. In danes jaz sem prišel zato, da se nečesa naučim, da se spoznam z električnim skirojem in da vidim, kako ta stvar špila. Naučil sem se veliko, pa sem šel samo 2 kroga. Zagotovo bom šel še kakšnega. Ko vozite, dajte zmanjšati hitrost, dajte uživati, pazite en na drugega, to je najbolj pomembno. Vsak naredi napako, to se moramo zavedati in tudi jaz osebno mislim, da vse nove oblike mobilnosti ne moramo biti zdaj kar čisto restriktni pa prepovedati, ampak se jih naučiti uporabljati. To je ključ do varnega prometa, jaz mislim.